24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas predstavili Ukrajino. Z mano je naša gostja Olga. Lep pozdrav, Olga. Dobri den. Dobri den. Olga, na kratko o tebi. Kaj te je prineslo v Slovenijo? Pravzaprav Slovenijo nisem izbrala sama. Bi rekla lahko, da Slovenija izbrala mene. Takrat, ko se mi je ponudila prilika, da bi šla v Slovenijo, sploh tako kot večina Ukrajincev, takrat sploh nisem vedela, kje in kaj je to. Moja prijateljica, pravzaprav sestra od moje prijateljice študirala tukaj, v Ljubljani, in prišla je enkrat domov na obisk, na počitnice, in rekla, veš, Olga, pridejo moji prijatelji, iz Slovenije. Prijetna zgodba. Tako, in tako se je začelo moja pot v Slovenijo. In koliko časa si že v Sloveniji? Več kot 10 let. Več kot 10 let? Ja, je kar dolgo. Super. Govoriš zelo lepo slovensko, tako da ne bo problem nama komunicirati. Veš, kaj je tvoj namen danes v naši oddaji? Vsekakor. No, super. Predstaviti skozi tvoje oči en del kulinarike, ki jo v Ukrajini smatrate kot svojo avtohtono. Vem, da si nam pripravili danes kar nekaj predlogov, ko smo se kar s težavo odločili za dva res najbolj značilna. S tem, da smo enega vzeli, ki je zelo, zelo značilen pri vas, ki se pa zelo podoben tudi pojavlja v slovenski kuhinji. Tako da bi te kar prosil, da boš povedala, kaj boš naredila. Najprej bom seveda za začetek, tako kot se spodobi vsake kuhinji, verjetno bomo naredili juho. Ja. Eno tako lepo spomladansko juho, ki jo zelo radi jemo, po dolgi zimi, se imenuje v našem jeziku iz ščavlju. Ker dajemo liste, ki jih nabiramo spomladi na travniku, ki so kisli, in pri vas se imenuje rumex. Tako da ena zelo lahka, ena zelo preprosta, enostavna juha s temi listami. Samo to bi povedal našim gledalcem. Ta rumex vsi poznamo pod imenom njivska kislica, in smo se usedeli na travnik in smo tisto grizljali. To je bila taka kisla zadeva. No, nikoli si nisem predstavljal, da bomo kdaj v življenju delali juho iz tega. Imam pa čast, da bo Olga danes pokazala, kako se naredi juha iz tega. Nabiramo pa zgodnje spomladi, takrat, ko je zelo mlad, ko še ni pognalo cvetje, tako da ima največ kisline, največ moči in je najbolj okusen. Super. In druga jed? Druga jed so varenike. Po vaše, varenike, ja, žlinkrofe so po vaše. Sicer pri nas jih praviloma strežejo kot slano jed, zraven juhe, in jih naredijo iz testa in potem nafilajo s krompirjem oziroma s kislo kapusom. Ampak mi bomo pa danes naredili sladki, za sladico. Kot sladico, ja, super. Tako. Se pravi, nekaj podobnosti je med našimi idrijskimi žlikrofi, ne? Vsekakor. Jaz sem bila zelo, zelo lepo presenečena po nekaj letih, ko sem jih najdla v eni restavraciji. Tako sem se počutila, kot da sem prišla domov. Bova kar prijela vsak svojo kuhalnico in začela kuhati. Tako. V redu? Začela bova z juho. Tako je, začela bova z juho. Jaz bil kar tvoj asistent, pa boš kar ti povedala. Boš kar ti mi en del predala. V redu? Nalili smo vodo, bomo dali piščanca noter, ampak ga bomo razdelili, zato da bolj okusno prej se kuha, bomo dobili filevan. V to juho pa posolili bomo. Jaz bom pa ta čas narezala krompir, ki ga damo zraven piščanca kuhati. Za juho rumex potrebujemo 300 g piščančjega hrbta, 200 g krompirja, 15 dkg korenja, eno čebulo, 2 trdo kuhani jajci, 2 žlici kisle smetane, 3 žlice oljčnega olja, šopek rumex listov, sol, poper in peteršilj. Recept najdete na ave.si. Torej, Olga, par besed okoli ukrajinske kulinarike. Zelo radi jemo. Zato seveda kuhamo dobro. Super. Pri nas ob praznikah in nasploh mora se vi zalomiti od hrane. Zato zelo radi kuhamo in kakšne bolj močnejše stvari, mesne stvari. Zato zelo radi pojemo kakšen boršč oziroma kakšne take močnejše juhe. Drugače posebnosti kulinarike mogoče
Prva največja posebnost so ta zelišča, ki jih uporabljamo. Koprovec je car in bog kulinarike in ga uporabljamo ne samo pri pripravljanju hrane, ampak zelo pomemben je pri vlaganju. Recimo rumeks lahko vlagamo za čez zimo, da lahko tole uživamo juhico po zimi, slanici. Ja. In ker uporabljamo manj kisa oziroma ga skoraj sploh ne uporabljamo pri vlaganju, pač uporabljamo različna zelišča, kot je ta koprovec. Ko so ravno pri vlaganju, vi ne uporabljate kisa za vlaganje? Uporabljamo, ampak zelo malo. Sploh stvari potem notri niso kisle, so tudi večinoma sladke. A ne kot je recimo to paradižnik. Zaradi kopra? Ja, zaradi teh začimb. Kaj pa recimo kakšne predjedi? Predjedi, verjetno bi bila kakšna solata. Ampak težko rečem, da je kaj ukrajinskega, ker to je tako vse povezano, gre iz našega skupnega zgodovinskega dela, iz Sovjetske zaveze, tiste olivje, slanik pod šubo, rečemo, mogoče ste že kdaj slišali, pod različno zelenjavo in to uporabljamo za predjed. Ampak praviloma samo za goste, za kakšne posebne prilike, drugače pa vsak dan ne. Za vsak dan imamo za prvo jed juho, ki se prav tako rečemo prvo jed, druga jed, pa na tretje imamo ponovadi kaj za spiti. Brez pijače ne gre. Lahko pa tudi sladice. Imate svoja vina? Imamo. Imate dobra vina? Odlična, čudovita. Znani smo po sladkih vinah, sploh tam v tem predelu Krima, našega polotoka izdelujejo odlična vina. Sicer pa tudi v moji pokrajini, jaz prihajam iz Karpatskih hribov, to je tik ob meji iz Madžarsko pa Slovaško in tudi pri nas jih izdelujejo, ampak niso tako več sladka. In to mi mogoče nekjer je tudi manjkalo v Sloveniji, a po drugi strani sem začela uživati v Refošku, v Cabernetu, v Teranu, tako da obožujem vina. V Sloveniji se bo odvijal en velik športni dogodek, in sicer Evropsko prvenstvo v košarki. Si navijačica? Absolutno. Ne navijam za nobeno vrsto športa, jaz navijam vedno za svojo komando. Ni važno, za katero vrsto športa gre, ali pa tudi športa, vedno navijam. Se pravi, nacionalni ponos je tudi v Sloveniji prisoten. Super. Kaj misliš, kako bo kaj ukrajinska reprezentanca v Sloveniji? Težko rečem, nikoli si ne zastavljam nobenih ciljev in iluzij, zato nikoli nisem razočarana, niti v športu, niti v drugih stvarih. Jaz sem vesela, da še enkrat Slovenci spoznamo, rečem Slovenci, ker sem tudi danes Slovenka, slovenska državljanka, spoznamo, kaj je to Ukrajina, da je to nekaj tudi lahko drugačnega, da lahko, tudi vrhunski športnike. Tako da vesela sem dejstva, da sploh prihajajo sem. Ob tem bi te rad pohvalil, da si prišla v Narodni noši, tako da pohvale. Hvala. Zdaj pa, kaj lahko jaz naredim? Takole, bomo posolili, ki imam sol. Ok. Torej, ti boš naredila juho, jaz bom naredil tele naše žlikrofe. Za ukrajinske žlikrofe potrebujemo za nadev 200 g moke, 2 jabolki in 4 žlice sladkorja, za testo 2 jajci, 2 žlici vode in ščep soli. Recept najdete na ave.si. Sicer pa to ni čist klasična varianta narodne noše. Seveda teh obstaja veliko različic, od regiona do regiona, tudi vsak region ima različne. Danes sem oblekla mogoče malo bolj modernejšo, ker pač bolj primerna za tak dogodek, za kuhinjo, ker je vroče. Ko si umela, da boš prinesla narodno nošo, sem se prvo strašil, kako boš delala v narodni noši, ker sem imel v glavi slovensko narodno nošo. Avbo, to široko kiklo, krinolino, ko za božjo voljo bo ona delala z mano. Vidim, da si resnično elegantno oblečena. Pa nisi daleč takole udaril v stran, ker polna, celotna noša zna biti v kakšnih regijah zelo, zelo težka. Res, da ni, široka, ampak zelo težka, ker ima nasploh za narodne noše značilna vezenja, torej vezane srajce, ki imajo dolge rokave in se ponavadi uporablja kakšno zelo težko blago, potem krilo, dolgo,
težko krilo, ki ima predpasnik, potem brezrokavnik imamo in seveda vse je okrašeno z vezenjem. In ne smemo pozabiti tudi za naglavo okrasek, venček iz cvetja umetnega, ki je lahko različen, odvisen od tega, je punca poročena ali pa ne. Tudi to je odvisno. Ja, če Super. ni poročena, je malo lepši, malo večji, malo bolj opazen za To bo fantje. vsekakor. Torej, za žlikrofe smo uporabljali rezančevo testo. In seveda smo naredili čisto klasično rezančevo testo. 30 dek moke, 3 jajca in pa žlica soli. To smo ugnetli v tako voljno testo. Dodali smo 4 žlice vode, zato da je malenkost bolj redko kot običajno rezančevo testo. Počivati smo ga dali za približno pol ure. No, v tem času, evo, je pa to. Olga, bo to v redu takole? Mora biti zelo tanko, Še tanjše? še malo tanjši. V redu. Olga, kaj pa recimo ostale stvari v kulinariki? Kaj je najbolj značilno? Recimo, kaj najraje jeste polet, pozim? Najraje jemo slanino in to dimljeno. Uh, Vsi, od malega do starega, zelo smo znani po tem. Nimate nobenega moralnega mačka potem, ko jeste slanino? Absolutno ne, zakaj bi ga imeli. Ne Imamo vem. pa en vic o tem. No, da slišimo. Ukrajinec se pelje čez mejo. Pride kontrola in ga vpraša, imate orožje, kaj za prijaviti, mogoče kakšna droga. Pravi, ja, imam drogo. In ga preiščejo in ne najdejo, samo slanino. In rečejo, gospod, pa to ni droga, to je samo slanina. Ampak me zadene tako kot droga. No, evo, potem nima moralnega mačka, ne, po tej slanini. Se pravi, tudi vedno zabeljte potem predvidevam slanino. Ogromno uporabljate slanino tudi za zabeljenje. Tudi, ja. Čeprav jo najrajše jemo kar tako, a ne, s kruhom recimo, jo kar narežemo, pojemo. Ali pa pač popečemo, a ne, in potem damo v juho ali kakšno drugo stvar. Verjetno bi znalo biti že kar dost. Omenili si, da imate ful radi slanino. Hamburško slanino, se pravi prekajeno slanino ali špeh. Seveda lahko je tudi neprekajena, ampak najboljša pa ta. Prekajena slanina. Ja. Bom ti dal nekaj za poskusiti. Prosim? Bo poskusila, pa boš videla, kaj ti bom, Boš presenetil. boš povedala svoje mnenje. Tule imam prekajeno slanino. Jo bova poskusila. Se že veselim. No, super. Veš, mi to pol v Sloveniji damo to stran. Ne. Ja, in pol damo to v juho. Aha, lahko Aha, tudi, ja. ne. Sam da se ne vrže stran, ker Ne. je škoda. Delamo enolončnice, jote in podobne stvari. Evo, takole izvoli. Hvala lepa. Evo. Odlično je. V Sloveniji imamo kar nekaj, bi jaz rekla, na stotina ali pa 2 do 3 tisoč Ukrajincev in lahko jim priporočam. Zdaj veš, kaj jim lahko priporočaš. Ja, Evo. odlično. Dejva, zdaj da se mi dva lote tehle. Moramo jabolka narezati, olupiti najprej. Lahko si kar pomagava z lupilcem. No, mogoče to je prednost civilizacije, ampak jaz Ja. sem na stari način. In ga narežemo čist na drobne kocke. Evo, izvoli. Ti se pa zelo vešča tega. A res? Ja. Evo, izvoli. Tako dela Ostanek. moja babica in jaz mislim, da stari ljudje so včasih Tudi, mogoče bolj pametni od nas, vidim, da tudi recepte prenašate iz roda v rod. tako kot Zelo. noše. Tako kot noše, to nošo je delala moja babica in jaz imam zelo velik nož in nasplošno so zelo uporabne v tej regiji, kjer sem jaz živela. Ne? Smo šli v cerkev, smo šli na praznike različne, na praznovanje rojstnega dneva v noši, tako da mi je babica za vsako številko več, ko sem zrasla, naredila novo nošo. In jih imam vse spravljene, tako da zdaj jih nosi moja hčerka. Je neka vrednost, ne? Absolutno. In boš... Bom pokazala, kako se napolni. On sem se čist prepustil tvojim nasvetom, tvojim rokam. Vidim, da si kar vešča v kuhinji. Rada kuhaš? Zelo rada. Obožujem kuhanje. Boš šla na kakšno košarkaško tekmo? Si boš vzela čas? Zagotovo. Vsekakor bomo pa navijali in bomo podpirali
našo komando, a ne. Kot vodja Združenja ukrajinskih priseljencev v Sloveniji zbiram naše navijače vedno. Ob vsaki priliki vzamemo zastave, oblečemo se, pač kdo ima narodno nošo in navijamo. Torej, vsi, ki si želijo, predvsem Ukrajinci, s tabo, torej ste slišali, ste dobrodošli, da jo kontaktirate in se zmenite in skupaj navijate za, a rečete tudi zbornaja komanda ali samo komanda? Zbirna komanda, tež, ampak rečemo kar komanda. Samo komanda. To je ime za vašo reprezentanco. Ne, to je tako kot pač skupina neka, ne, ki združuje ljudi zaradi nekega cilja. V tem primeru pač košarke. Zdaj sem se zdaj nekaj naučil. A bomo se lotili Ja, kaj deva se? tega? Zelo kar vodo sem le noter. Testo pa ima veliko jajca, ne? 3 jajca. 3 jajca. Mi damo največ enega, ker se razkuha, razlepi. Manj kot je jajc, boljš je. Mogoče manj okusno, ampak se manj Jajca razkuha. naredijo testo bolj trdo, ne? Pri nas varenik je beli, kot sneg. Imamo olje, Imamo oljčno olje, lahko pa tudi navadno olje vzamemo. navadno bi Navadno. prosila. Pri nas je sicer oljčno olje zelo uporabno in znano, ampak ker ga ne proizvajamo in uvaženo je toliko dražje, praviloma uporabljamo navadno. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Za juho rumex sva prepražila korenje, pa čebulo narezane na, tako bom rekel, malo večje kockice, a ne? Zdaj prepraženo je in zdaj dava noter kislo smetano. Kislo smetano damo. Slovenci damo običajno kislo smetano direktno v juho, običajno skupaj z rumenjakom, mi temu rečemo legir. To je zanimivo, veš, tole zdaj prvič vidim. Ukrajinska kisla smetana je bolj tekoča in mi jo damo direkt. Slovenska bolj trda in zgrudi se v juhi, a ne? Ja, Ne stopi se lepo, zato jaz jo še prej, čisto zaradi tega, da se lepo raztopi, a ne? Zato jo dajem. Bo dovolj? Še kakšno dobro žlico pa je. to. To. Jaz sem rad kislo smetano. Jaz ti obožujem. Tudi jaz. Mi kot otroci smo jo kar na kruh mazali. In sladkorjem gor. Ja. A lahko ugasim? Se pravi, smo in ukrajinski in slovenski otroci smo imeli zelo isto otroštvo. Enaki. A ne? Pri nas starši, sploh na vasi, ker pač ni denarja za sladice, pa tudi v kakšni vasi ni trgovine, radi so prinesli otrokom iz gozda, ko so šli po goba ali pa po les, prinesli pač kos kruha, pa gor smetano, pa sladkor in so rekli, šel sem po gozdu, srečal na storžu zajčka. In je jedel ta kruh in sem ga prestrašil in je pustil tukaj, evo sem ti prinesel. In No, je evo. ta kruh od zajca najboljši. Ok, in da bova zdaj dala tole noter v juho. Superca. In tudi glavno sestavino, ki sem jo že narezala, te rumeksove liste, lahko damo. In samo še jajčka naribam noter, pa peteršilj in To bo kopovec. ena taka zanimiva juha. Moram priznati, da ful lepo diši. Še tole bova pa midva, vem, da jo bo kar uporabila. In koliko časa bova tole zdaj še kuhala? Kaj? Daš to Juho rumex? Toliko, da se prekuha vse skupaj, pa še dodam začimbe. 2 minute mogoče. Malo V tem več. času sva rekla, bova tukaj zavrela sladko smetano. Za žlikrofe? Ne. Ne? Ne, jo samo prelijemo. Pravzaprav mi ne poznamo sladke smetane, mi jo nimamo. Mi imamo vedno kislo, ki jo potem posladkamo. Saj ni to kisla, ne, ki jo posladkamo in dodamo. Pa bova pa tako naredila. Bova kislo smetano posladkala. Dava noter kaj cimeta, kakšnih drugih začimb? Ne date nič cimeta? Ne dajemo. Bi bilo fajn probati, če je dovolj. V redu juhca. Všeč mi je. Čutijo se jajca noter. Ja, In ta rumex da tako en pookus v zadej, dobiš en kisel pookus. Ampak je tak neizrazit. ja Ne udarja ven. Ne udarja. Super.
Koper, ja? Koper, pa poper. Tele žlikrofi izgledajo pa odlični. Ni dobro preveč kuhati, ker se razkuhajo, ker jabolko je že nared, a ne? Koprovca pa nikoli ne šparamo. Aha, Nikoli. vem, da si me Čeprav- prosila za svežga, ampak... Ni ga sedaj v tem ja, trenutku. tako da bomo tokrat mi porabili kar pač sušenega. Osebno jaz njega prav zmrznem, vsako jesen. Ne kupim zelo veliko, na drobno narežem in zmrznem, zato da ga imam skoraj svežega. Je Je gotovo? že. Dam kar sladkor sem noter. Lahko. To me zdaj spominja na tisto mladost, ki so smetana s sladkorjem. Pa še juho. Pa še juhico. Tak juh nisem jedel nikoli v življenju. V kakšnem smislu? Kako izgleda? Izgled sam. Mi je poznana kot neka piščančja enolončnica, ne sicer obara, ampak je tak zanimiv izgled. Jaz pa bi vsem, veš kaj bi jaz vsem naredil? Samo za Eno slovensko notko bi dodal. čist en mal. Pa ne bova preveč, ampak bova samo takole. Tudi jaz rada to naredim za svoje slovenske goste. Lepo. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Prišli smo do konca današnje oddaje. Pripravili smo vam dve izjemne jedi, ki izhajata iz ukrajinske kulinarike, sicer žlikrofi. Samo ime je identično slovenskem, ampak kot vidite, izgled sam je daleč od tega. Je čist drugačne oblike, je drugačen nadev in pa juha. Juha iz njivske kislice, preslice, s piščancem. Zanimiv način priprave, sploh izgled juhe same čist, samosvoj. Tako da v tej priliki bi se, Olga, tebi zahvalil za prijetno izkušnjo, odlično vodenje mene samega skozi ukrajinsko kulinariko. Mislim, da so se naši gledalci veliko naučili o sami Ukrajini in da so tudi skozi to nekaj odnesli in da bodo to tudi daj probali doma, ker mislim, da je več kot vredno, da tudi to probajo doma. Hvala za povabilo, za to Z lepo veseljem. izkušnjo, za to lepo uro, kadar sva se izmenjala, ker lepo ne samo takrat, ko sprejemaš, lepo, kadar podariš nekomu nekaj, kar znaš. Hvala lepa. Hvala. Torej, bova povedala še enkrat po ukrajinsko, kaj sva sploh naredila za naše goste. Щавлевий суп та вареники. In dober tek po ukrajinsko. Смачного! Dober tek tudi z moje strani. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše.